Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o številkah. 11. Ampak preden gremo na številke, samo eno povabilo oziroma ful sem ponosna. Minkina kuhinja je nominirana za izmed 10 najboljših knjig v Sloveniji v letu 2025 in spodaj vam bom dala povezavo Best of Local. V glavnem glasujete lahko in ja, vas bom prosila, če vam je knjiga všeč, oddajte svoj glas in kakorkoli. V glavnem, jaz sem mislila, da se hecajo, ko so mi napisali, da je knjiga nominirana in je med 10 najboljšimi knjigami v Sloveniji. Mi je bilo tako, wow, a se hecate. No, v glavnem, če vas pokliče, oddajte svoj glas, bom vesela. V vsakem primeru je pa nastalo nekaj res dobrega, ker dejstvo je, da, veste kaj najboljše, tiste povratne informacije, ki jih dobivam potom te knjige, Minkina kuhinja, ki mi reče, končno se topi maščoba, končno razumem glikemični indeks, končno lahko jem vse. Probajte, boste videli, sploh pa ti recepti so okusni, užitni, nekaj, kar se da hitro in enostavno skuhati za doma. No, v glavnem pejmo na vibracijo 11.11.2025. Zdaj, če gledamo leto 2025, nosi vibracijo 9. In zdaj, če gledamo 11.11, pomeni, da sta to dve mojstrski števili, ki sta povezani, a stojiš na svojih temeljih. Stoj na svojih dveh temeljih. V numerologiji sta prav 1 in 1 oziroma 11 pa 22, dve mojstrski števili, ki sta obedvi povezani z rušenjem starega in postavitev novega. In poleg tega leto 2025 pa že samo po sebi nosi vibracijo 9. 9 je pa zaključek nekega cikla. Naslednje leto 2026 bo vibracija pač enka, nov začetek, ampak zdaj, če se vam na polno dogaja, pomeni, da vas očitno vaša duša poganja naprej in je rekla, ne, zdaj pa dovolj počitka, gremo dalje. No in zdaj, če pogledamo angelska števila, 11, kaj pomeni angelsko število 11, pa ko vidite kar naprej 1, 1, 1, 1, 1 ali pa kakorkoli, če vidiš same enke, je v bistvu to sporočilo angelov, ki kličejo, da je nekaj bo treba spremeniti. No in to angelsko sporočilo, enice, so povezane s tem, da te kličejo angeli, bodi pozoren na to, kaj razmišljaš, kaj gre skozi tvoje možgane, a te vodi strah, a te vodi pogum. In poglejte, če kar naprej videvate, ne vem, poglejmo enko, a pa 11. Ohranjajte pozitiven pogled. Vse vaše misli se naglo udejanjajo, zato boste deležni ugodnega razpleta le, če se boste osredotočili na tisto, kar je dobrega v vas, v drugih in v nastalem položaju. Se pravi, enke vam dejansko vas tako kot nežno opozorilo, hej, o čem razmišljaš? A te vodi strah, ali te vodi pač neko zaupanje. Vse, kar razmišljaš, se spreminja, se udejanja. In spet 1, 1, 1. To število vam prinaša nujno sporočilo, da se vse, o čemer razmišljate, v hipu uresniči, zato razmišljajte le o tistem, kar si želite. Vse misli pogojene s strahom predajte nebesom, da jih predrugačijo. No, iz knjige, ko imajo duše žur. V glavnem, 11, mojstrsko število in zdaj zanimivo, tisti, ki ste rojeni 11. ali pa ki imate seštevek rojstnega datuma 11, je povezan z rušenjem starega, postavitev novega. Postav se na svoji dve nogi, bodi pozoren na svoja čustva, na svoja občutja, govori svojo resnico. In to ne pomeni, da si ti v žrtvi, ampak govoriš svojo resnico skozi pač ta trenutek občutim. No zdaj, če pogledam tukaj v prehodu novo dobo, 11,
11 je pa nastala, ker kot veste, ne, te karte Prehod v novo dobo so nastale kot navdih med vožnjo in nisem predrugačila vrste nared, tako kot je šlo skozi mene, in je pa 11 je prišla beseda solze. Dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva, moja duša se čisti. Dovoljujem si občutiti sebe. Dovoljujem, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljujem si jokati. Solze čistijo mojo bolečino in žalost, naj tečejo in me očistijo. Naj bolečina odide. Pred menoj so boljši časi. Zaupam, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. No in prav to 11, ne? Predaj svojo bolečino nebesom in zaupaj, da se bo vse uredilo tako, kot je prav. Vse se bo zrihtal, ker vsak od nas mora iti, zdaj beseda gre skozi mene, skozi temno noč duše, ko je tako težko, da bi bilo za umret, ko je tako težko, in ponavadi takrat se zatečemo v svojo votlino, v svoj brlog in ližemo svoje rane. Takrat ne hodimo okrog in ne kažemo svojega obraza svetu, ampak vsak od nas gre skozi ta proces notranjega preporoda. No in zdaj, če gledamo, dajmo pogledati še ostale karte, ki so povezane z energijo 11. Se pravi, z energijo 11 je povezana tudi energija 19, 20, 29, recimo. 29, da vidimo, katera karta je 29. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe. Samo zato, ker se imam rada in se cenim. Prav je, da si vzamem čas zase. Srce mi govori, kaj je ta trenutek najbolje zame. Odpiram vrata novemu. Dobrodošlo, s hvaležnostjo sprejemam. Potem je povezano z energijo, 2 plus 9 je 11. Zdaj pa, če gremo 3 plus 8 je spet 11, 38. Zdravilni žarek teče skozi moje telo, jaz sem bitje luči. Skozi kronsko čakro se v moje telo steka zdravilna energija in zdravi moje oči, pomlajuje moj obraz. Čutim pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotika vsakega mojega organa, steka se vsako celico mojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. Se pravi, čas je za zdravljenje. In potem imamo 47, je spet povezana z energijo 11. Naslednji korak, tebi pripada sreča, zasluži si jo. Zasluži si ljubezen, zasluži si obilje vsega dobrega. Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Zaupaj, vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Se pravi, pa imamo pa 56, dajmo pogledati, kaj pa to. 56 je pa partnerstvo. Vedno se povezuješ s pravimi ljudmi. Sklenila si zavezo s stvarstvom. Tvoje življenje so ti poslani ljudje, ki so pošteni in s katerimi sodeluješ v partnerskem odnosu. Naj med vami tečejo energije čistega sprejemanja, čiste ljubezni in podpore. Projekti se razvijajo v najvišje dobro vseh vpletenih. Bodi hvaležna za življenje, ki je. No potem pa 65, dovolj si žareti od sreče. Povezuj se z božanskim. Vidite, kako zanimiv gre. Začne se, dovolj si občutiti svoja čustva, potem gre zdravilni žarek skozi tvoje telo, potem občuti vse, kar je, spusti, pojdi naprej in sedaj je čas, da žariš od sreče. Povezuješ se z božanskim. Dovoljuj, da nove ideje prihajajo v tvojo zavest. Ko počistiš vse zamere in vso bolečino iz svojega duha, se ti odpira kanal, preko katerega si ves čas v stiku z resnico. Stvarstvo pozna vse odgovore. In pol imamo pa 74 karto in to je vztrajnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti, angeli ti stojijo ob strani.
Včasih mogoče hočeš hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznaš. Ko pridejo temni oblaki in ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da so to samo preizkušnje, ali zmoreš ohraniti vero. In potem 83, želja. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. Tudi če še tega nimaš, kar si želiš, se zavedaj, da ti to pripada. Lahko se veseliš tega, kar te še čaka. Če zmoreš ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Kam gre tok tvojih misli? V to, česar ne želiš, ali v to, kar si želiš in še ni to? Še ni tu. Zavedaj se svojih hrepenenj. Zavedaj se, kaj si želiš in dovoljuj, da to pride v tvoje življenje z božansko hitrostjo. No, potem je pa konc, ker je to 88 kart je nastalo. Ampak tako, če gledate, kakšna sporočila, nekako dovoli si čutiti svoja čustva, zaupaj, da to, kar ti je namenjen, bo tako prišlo v tvoje življenje. In ja, 11, in če jo kar naprej videvate, kar naprej, 11, da ti kar skančejo oči, mogoče na uri, ko pogledaš uro, mogoče, ko pogledaš, se pelješ po cesti in vidiš avto, ki ima registrsko 1111, to je dejansko sporočilo. Pazi, v čem razmišljaš, kaj se ti podi po glavi, to, kar se ti podi po glavi, ustvarjaš, to je tvoja vibracija. No, tako da, ja, gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo, kaj vam zdaj ob tem posebnem datumu, to je v bistvu res tako kot portal. Portal, ki te ponese naprej. In zdaj, če gledaš, da svojo vibracijo tako vsak od nas ustvarja. Ne moreš pritegniti v svoje življenje nekaj, kar nisi sam. Se pravi, to, kar občutim, če je moja rana, ne vem, recimo, če bi bila moja rana, to, da sem recimo samska, in bi bila vedno žalostna ob tem, ker sem samska. Kaj se to zgodi, Ali pa lahko si poročena, pa si sama v odnosu in to je tvoja rana. In če je to tvoja rana, ti bo življenje ponujalo vedno več priložnosti, da boš občutila, kako si sama, kako si nemočna, kako te nihče ne sliši. In po drugi strani ti pa vse skupaj sporoča, če imaš ta občutek, nihče me ne sliši, je vprašanje, a ti slišiš sebe? A ti slišiš sebe? In te 11 so povezane prav s tem, a ti slišiš sebe? In ko dobiš tisto 11 pred oči, kaj razmišljam? Ker večina misli je na avtopilotu. In gre iz ene misli v drugo, v tretjo, pride do nekega spomina, nas pripelje nekje drugam in pristanemo spet v svoji bolečini. Zdaj pa kako iz tega ven? Če mi želimo, spet bom risala, če mi želimo priti na pozitiven cikel, se pravi, negativen cikel gre navzdol, ena misel vodi v drugo, pa gremo navzdol. Se pravi, če pa mi želimo priti v drug cikel, pa pomembno, da zavestno, reč vam bom drugače povedala, a veste, kako sem jaz začela ta cikel preobračati v drugo smer? Dejansko sem začela moliti. Ker molitev je ponavljanje besed. In če ti ponavljaš besede, kontroliraš um. Ne more iti po svoje in te potegniti spet v nek boleč spomin. Dejansko sem začela moliti in katerokoli molitvico boste vi ponavljali, je nekaj, kar bo vplivalo na to, da ostajate nad gladino, da se ne potopite v to polje negativne energije. Ponavljanje lahko je afirmacija. Dovoljujem si čutiti svoja čustva. V redu? Ali pa, jaz sem boginja na zemlji, zavedam se, da ustvarjam. Jaz sem ustvarjalka svojega sveta. Karkoli, v bistvu so karte prehoda na vodobo napisane kot afirmacija. Katerakoli, zdaj bom naključno. Nova pot. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti.
In če si to misel ponavljaš, dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja, nahajam se na pravi poti, ti dejansko kontroliraš svoj In to je zelo pomembno, ker te odpelje v neke bolečine in nisem dovolj, nekdo, kaj si bojo ljudje mislili o meni, nekdo me obsoja, se vem, da ljudje mislijo, da sem čudna in ne vem, pač kar ene bedarije se podijo po glavi. Zato je tako pomembno, da mi ponavljamo pozitivne trditve, da kontroliramo, kam gre tok naših misli. Ali pa recimo, zaupam Božji hitrosti, vse se ureja v najvišje dobro vseh. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in samo od sebe. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in lahkotno. Pač enostavno daš svojemu nalogo, ker tvoja zavest, ti si komandant svojih misli. Ne more tvoj tebe šofirati. Ti komandiraš svoj In dejansko so te pozitivne afirmacije, sploh pa če je vmes, dovoljujem, zaupam, sprejemam, se pravi, afirmacije, v katere ne verjamete, recimo, če se postavite pred ogledalo in si ponavljate, jaz sem suha, ali pa jaz sem bogata, pa nimate za položnice, vam bo en glasek rekel, pa daj no, nehaj, kaj zdaj ti tle nakladaš. Če pa ti rečeš, dovoljujem, da se odvečna teža stopi, občudujem vse vitke ljudi. Tukaj ne more protestirati tvoj zaradi tega, ker dovoljujem, da se stopi odvečna teža, je čisto v redu. Če jaz občudujem vse ljudi, ki so vitke, ali pa vse ljudi, ki živijo obilje, to pomeni, da občudujem vse uspešne ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj uspešna. A ni to zdaj dobro? Občudujem vse ljudi, ki delajo napredke v svojem življenju in tudi sama napredujem. Ne more ti ta glasek več protestirati, ne more reči, pa daj no nehaj, ko zdaj ti tle nekaj nakladaš, pa se veš, da to ni res. Dovoljujem ali pa sprejemam zdravljenje. Če imate ta trenutek zdravstvene težave, sprejemam zdravljenje. Dovoljujem, da moje zdrave celice postajajo vedno bolj močne. Ali pa recimo, če imate ta trenutek, ne vem, da se vam zaključuje na poslovnem področju, recimo služba, dovoljujem, da se ta služba v miru zaključi in da v moje življenje pride služba, ki me bo podpirala, ki me podpira. Še to, afirmacije govorite o sedajniku. In dovoljujem, da v moje življenje pride služba, ki me podpira. Pa pridejo ljudje, ki me podpirajo. Glejte, vi svojo mislijo dejansko kreirate svojo vibracijo. Vaša vibracija je pa odgovorna za to, kaj privlačite v svoje življenje. Pač tako grejo na te zadeve. In višja, ker je vaša vibracija, več imate energije, bolj ste magnetni, več prihaja od vaše življenje dobrega. No, zdaj pa, seveda vas bom povabila v moje programe, zdaj jutri, danes, ko tole snemam, je še 10., ampak 11.11. začnemo z začetno stopnjo notranji preporod. In če vas kliče, če vidite, da nekaj morate narediti za to, da spremenite nekaj v svojem življenju, dobrodošli. In v sredo, 12.11. pa začenjam skupino nadaljevalni tečaj, notranji preporod, za vse tiste, ki ste pa že bile v mojih programih. Tako da, ja, veste, veliko tega je še za počistiti, vsak ima na tem energijskem področju kar nekaj za narediti, ga ni človeka, ki ima že vse popucan, ker glejte, če bi bili že toliko vse sčiščeno, bi bili že vsi svetniki, pa nismo, a ne? In vsakmu od nas se nekaj še vedno dogaja in zato je tako pomembno, da pač gremo v te zapise, da počistimo, da gremo v korenine družinskega debla, da počistimo vzroke, zakaj se nam to dogaja, pa lažje. Pa se pa res razbremenimo. No tako, a gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo. Za tebe, ki gledaš tale video, zdaj če gledam je zdajle 20 minut. In na nek način so te dvojke, 11,
ko se šteješ, je dvojka, postavi se na svoje dve nogi, da vidimo, kaj ti stvarstvo sporoča ta trenutek. Wow, tvoje življenje prehaja ljubezen. Zdaj pa, to je lahko partnerstvo, lahko je povezano s tem, da vzljubi najprej sebe, lahko je povezano s partnerstvom, lahko je povezano s partnerskim odnosom. Tvoje življenje prihaja ljubezen na vseh področjih. Tako da je krasno. In potem ti naprej sporoča, da je čas za delovanje, da je čas, da se poveže z virom, neke velike spremembe, sem rekla, velike spremembe prihajajo v tvoje življenje. Konec je zapuščavanja, poveži se z virom in ljubezen. Se pravi, neka velika sprememba prihaja v tvoje življenje in zato bodi čim bolj usklajena. Zanimivo, na sredini noter je yin in yang. Glejte, se pravi, bodi v ravnovesju med svetlo in temno stranjo, se pravi, sprav se v ravnovesje. In počisti nesnage, ko ti govori, ne, tebi to ne pripada, to je preveč dobro zame, pa se ti ponudi, ne vem, super služba, pa rečeš, joj, ne vem, a meni to res pripada. Ja, očitno si zaslužiš. Ali pa recimo, ti pripada lep partnerski odnos, ljubezen, a meni to pripada. Ja, normalno, ker vsak, ker si vredna ljubezni. Potovanje, pustolovščina in spet razcvet. Čas je za razcvet tvoje ženske energije, pač neverjetno. In zaključevanje karme, zaključevanje nekih lekcij, novo obdobje, primerjanje, potopiti se v svojo, pač zaupaj, zaupaj, zaupaj. Vse je v redu, vse je tako, kot je prav, stvar so ti pošilja prave ljudi, nehaj se skrivati, nehaj se prav skrivati, ogrinjalo se skriti, ne bom se pokazala in čas je spet, nova vizija. Ta karta je že prišla zadnjič, pri zadnjem branju teh kart. Tukaj od spodaj je človek, ki je na vseh štirih, ob nemogu, ker ne more več. In čas je, da se izstreliš naprej vso svojo lepoto. Tako da, zanimivo. A gremo še tele pogledati, tele imam jaz rada. Da vidimo. Za naprej. Za naslednje, nemo zdaj tako pogledati, do novega leta je prav. Do januarja, ko se obrne številčnica, sicer je pol še zima in prav nov začetek je nekje z veliko nočjo, s pomladjo. Ampak vseeno, kaj nas zdaj čaka, kaj tebe čaka, ki tole poslušaš v naslednjih nekaj mesecih, kaj ti stvarstvo sporoča. Občutam kronsko čakro, wow, neko priznanje za tvoje delo, napredek, javno priznanje, čisti napredek. Naslednja karta, zaključek nekega težavnega obdobja, najhuje za teboj, bodi hvaležna, zaključujejo se težke zadeve, tega ne rabiš več, tako da, ja, čist boš spustila. Za tabo je težko obdobje, zaključuje se, dejansko greš v priznanje, v nov cikl, nove energije, kolo sreče se obrača tebi v prid in ne bodi neodločna. Ne izbira tiste poti, ki na prvo žogo delujejo tako bolj enostavne. Sledi svojemu srcu, ker tam tista pot, ki mogoče te majčkeno straši, tista je ta prava. Ne slediti strahu, ampak sledi veri in zaupanju. In zanimivo, v tvoje življenje prihaja pač tako obilje. Ti si kraljica, ki ustvarja tvojo realnost. Tvoj razcvet prihaja. In pač zanimivo, prihaja v tvoje življenje tukaj kralj kelihov. Se pravi, to je moški partner, ki je čista ljubezen. Se pravi, lahko je to povezano z
neko moško energijo, ki je, ne vem, šef recimo, lahko da se bo tvoj odnos preporodil v nekaj krasnega, ljubečega. V vsakem primeru prihaja ogromno ljubezni v tvoje življenje, ja, novi začetki, nova ljubezen. Že v obstoječem partnerskem odnosu lahko vzplamti nova ljubezen ali pa nova ljubezen prihaja v tvoje življenje in nove ideje, tako zemeljska energija, strastna zadeva. Tako da, če si že v partnerskem odnosu, to pomeni, da v tvoje življenje, tvoj partnerski odnos se bo preporodil v nekaj tako čudovitega, tako lepega, tako strastnega, da bosta samo proslavljala to tvojo, to vajino novo vezo. Če si samska, v tvoje življenje prihaja ljubeča vez, ljubeča energija, strastna zadeva. In ja, česar se ne se vklepati svojih bolečih prepričanj, ne slediti strahu, nehaj delovati po svojih ustaljenih, tisto, da braniš svoje stališča, in še eno stvar, nehaj bežati v delo. Čas je za sodelovanje, če vidiš, da te straši še kaj, se poglobi v svoje čustvovanje, počisti zadeve in deluj svoje moči. Da vidimo, kaj tukaj od spodaj je jasna ideja in jasna zmaga. Pač tako, krasno. V glavnem, ful dobre stvari te čakajo. Očitno je tale video namenjen za to, da razumeš, da stvarstvo nam želi pomagati na 1001 način. Da mi mogoče tako premalo zaupamo v to pomoč od zgoraj in mislimo, da moramo vse sami narediti, ampak ko so stvari zrele, se zgodijo same, brez da bi se mi mogli truditi za to. Tako da zaupaj procesu življenja in boš videla, da bo vse v redu. A grem še ta zadnjo karto, tukaj, prehod v novo dobo. Če imamo že prehod v novo dobo, pa spletni program, notranji preporod, da zdaj vidimo ena karta za konec tega videa, ki je povezan 11 z energijo 11. Molitev in meditacija. Dovoli, da je tvoj miren, poveži se z izvorom. Se pravi, molitev in meditacija, preko tega ti nadzoruješ svoje misli, jih kontroliraš, da te ne odpeljejo na negativna pota, molitev in meditacija. Ali pa da počistiš svoje kode, ki te vodijo, se pravi ti podzavestni programi, ki te vedno znova pripeljejo na ista pota. Čas je, da to počistiš, boš videla, marsikaj se bo spremenilo v tvojem življenju. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in smo na liniji čez par dni, ko dobim novo idejo za video.